V športni dvorani Leona Štuklja so se dijaki sprehodili skozi napihljiv model debelega črevesa. Notri je bilo več prikazov razvoja raka, začetna faza, pa končna faza, pa srednja faza. Ja, dobro je vedeti, pa mogoče tudi zaradi naših staršev, ki so že v takih letih, ki naj bi redno pregledovali debelo čreveso. Debelo črevo je tudi eden od učnih pripomočkov, ki ga uporabljajo dijaki pri samem predmetu vzgoja za zdravje. Tako lahko na nazoren način spoznavajo ta del človeškega telesa, hkrati pa seveda lahko se zamislijo tudi nad svojim zdravjem, zdravjem svojih staršev. Predstavniki svita želijo bodoče zdravstvene delavce osveščati o tem programu. To je eden izmed razlogov, da program Svit sploh obstaja, ker ljudje nimajo nobenih težav in rak je lahko že v precej pozni fazi. Se potem šele odkrije, ko je že razširjen na druge organe. Dejavniki tveganja za raka na debelem črevesu in danki so podobni kot pri drugih rakih. Nepravilna prehrana, sedeč življenjski slog in pa pitje alkoholnih pijač, predvsem žganih, povečuje tveganje bolj kot pa pitje drugih alkoholnih pijač in pa tudi kajenje. V zdravstveni in kemijski šoli bodo letos namenili zdravju več dni. V naslednjem mesecu pripravljamo delavnico odkrivanja raka na dojkah, potem bomo posvetili dan boja proti AIDS-u, prav tako dan brez cigarete. No, vrhunec dogodkov pa bomo strnili 7. aprila, ko je svetovni dan zdravja. Takrat pa pripravijo številne delavnice o zdravju in športna tekmovanja.